Zdaj pa kličem Stojana, če se je uspel že priključiti. Stojan, pozdravljen. Še ne? A sem še prehiter? Zgleda, sem še prehiter. Ne, zdaj še tam. Odlično, dobrodošel. Evo. Ja, hvala enako. Ja, uspelo. Bravo, ja. Je uspelo, ja. Torej, kaj bi jaz kar začel ali kako? Dragi Stojan, tukaj te vsi gledamo, zdaj te bom jaz potem postavil v tisto verzijo, da boš na liniji, a ne, ko govoriš. Je pa tako, pogoj za biti predsednik države so stvari, ki jih ti obvladaš, dobro veš, jih boš podelil z nami in to so stvari, ki bi jih mogel se vsak vprašati, ki začne kandidirati, tako da iskreno ti hvala za to vsebino, ker včasih človek gre tudi malo skozi steno, skozi zid, pa se v ozadju potem šele sreča z stvarmi, katere boš pa ti zdaj izpostavil in je prav, da se naprej ve. Tako da predajam ti besedo, izvoli in povej pogoje za biti predsednik države. Beseda je tvoja, Stojan. Hvala. Torej, takole bi jaz začel. Vsi smo božanska bitja in vsi smo poslanci Boga. Ne glede na to, koliko se tega zavedamo ali ne. Vsi imamo notranje vodnike, angele, ki nas vodijo in varujejo, seveda, če smo se sposobni soočiti z našimi dvomi in strahovi in če smo sposobni se v srcu prepustiti Božjemu vodstvu. Zapomnimo si, tisti za nas najbolj ta pravi Bog ni v religijah, ampak je kot izkustvo in občutek znotraj naših src. Dajmo se več obračati vase in prositi za njegovo pomoč. In če imamo močno zaupanje, nam bo zagotovo tudi pomagalo. Še posebej bi se tega moral zavedati človek, ki zaseda ali želi zasesti mesto predsednika ali predsednice države. Predsednik države, ki je nemoralen človek, nima svojo besedo nobene moči vplivanja na ljudi. Tudi predsedniška kandidatka, ki je po besedah priznanega kirurga dr. Erika Breclja moralna samo takrat, ko si to izplača, zagotovo ni primerna oseba za to funkcijo. Predsednik ali predsednica države je oče ali mati naroda in zastopanje in obramba človekovih pravic mu je ali ji mora biti na prvem mestu še posebej pravica tistih ubogih in nemočnih. V 104. členu Ustave je zapisano: pred nastopom funkcije izreče predsednik republike pred državnim zborom naslednjo prisego. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Vidite, v tej prisegi ni niti Boga, niti ni slovenskega naroda. Gre za prisego nezakonitemu podjetju Slovenija d.o.o. in blaginji njegovih lastnikov na otoku Sao Tome
v Gvinejskem zalivu. Prvi direktor tega nezakonitega podjetja je bil zdajšnji predsednik države Borut Pahor. Njegova dolžnost bi bila in je, da narodu pojasni, kako in kaj je s tem nezakonitim podjetjem, kdo so njegovi lastniki in s kakšnim kapitalom to podjetje razpolaga. SDS-ovski kandidat Anže Logar je ob oddaji glasov izjavil za medije: tudi če imamo svetovno-nazorsko različne poglede, imamo zagotovo nekaj, kar nas povezuje, in v tem pogledu mislim, da moramo združiti ta pozitivna področja ter z velikimi koraki in samozavestno stopiti v jutrišnji dan, kjer bo Slovenija dihala s polnimi pljuči in uporabljala vse atribute, ki jih ima na voljo. A ste slišali to? Oprostite, zame je to prazno politikantsko nakladanje. Vsak pa naj si misli o tem, kar ga je volja. Ne pozabimo, vsi trije predsedniški kandidati, Musarjeva, Logar in Brglez, ki jih naprej porivajo državni mediji, so glede COVID injekcijskega ubijanja ljudi podpirali in še podpirajo medicinsko stroko. To je, podpirajo svetovno kabala pedofilno korporacijsko farmakomafijo. Kljub temu, da vsi vedo ali bi morali vedeti, da PCR testi niso več veljavni za ugotavljanje COVID bolezni, niti pri ameriški CDC, se pravi Center za kontrolo bolezni, niti pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Vsi oni dobro vedo, da gre pri tej cepilni pandemiji za pobijanje ljudi, kar je predsednik Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus tudi javno izjavil: ne cepite s tretjim odmerkom otrok, raje ubijajte s tem starejše ljudi, ker je to bolj ekonomično. Gospa Musarjeva pa je pred časom izjavila, da pravica do necepljenja ne obstaja, in jo nadgradila z izjavo, da moramo premisliti, katere kategorije ljudi je potrebno še cepiti. V ustavi pa jasno piše v 17. in 18. členu, da je človekovo življenje nedotakljivo in da je na človeku prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poizkuse brez njegove svobodne privolitve. Ali je gospa in gospodje predsedniški kandidati ne vedo, da gre za eksperimentalna cepiva z začasnim dovoljenjem delovanja, za katere stranske učinke nihče ne odgovarja, niti proizvajalci, niti politiki, niti zdravniki, vsak cepljeni za posledice odgovarja kar sam. Torej, ali oni to vedo ali ne vedo. Če ne vedo, so butli, ki nekakor ne bi smeli sploh kandidirati. Če pa vedo, se pa sprenevedajo, so hinavci, dvoličneži, ki tudi absolutno ne bi smeli kandidirati. Torej, posledice cepljenja v EU so katastrofalne. Odkar je EMA odobrila COVID strupene zvarke, imenovane cepiva, se je smrtnost cepljenih otrok v Evropski skupnosti povečalo za od 700 do 1600%. Umrlo je 1850 otrok. Statistika je bila objavljena na strani
di expose. Povezavo na statistiko bom podal v komentarju. Od lanskega cepljenja naprej se je v EU procentualna umrljivost največ povečala v Islandiji, znaša kar 49%. V ostalih evropskih državah pa nekje od 25 do 30%. Zato je angleška vlada prekinila cepljenje otrok od 5. do 12. leta. Danska vlada je prepovedala COVID cepljenje vsem mlajšim od 50 let. Oni se zavedajo, da gre za ubijanje njihove delovne populacije. Našim COVID politikantom in COVID zdravnikom pa so pomembnejše podkupnine kot zdravje naroda. Le kje so izgubili Hipokratovo prisego? Torej, če bi bil jaz predsednik države, bi ukazal takojšnjo prekinitev cepljenja s COVID strupenimi zvarki. Z ukazom bi naslovil vlado Roberta Goloba in poslance državnega zbora. Drugič, spomnimo se, predsednik Pahor je prepovedal prelete ruskih letal. Jaz bi takoj prepovedal prelete vseh vojaških in civilnih letal, ki zastrupljajo naše ozračje 24 ur na dan, vsak dan. Ko pogledamo v nebo in vidimo te črte za letali, lahko pogledamo tudi še na flightradar24.com in lahko točno vidimo, katera letala so tista, ki zastrupljajo naše ozračje. Torej, prepovedal bi absolutno prelete vseh letal, ki zastrupljajo naše ozračje, bodi si to vojaška ali civilna letala. Tretjič, ukazal bi prenehanje zastrupljanje naših vodnih virov in vodovodov z aluminijevim oksidom in drugih kemikalij. Za aluminijev oksid vemo, da je rakotvoren, da povzroča Alzheimerja, da povzroča demenco in da povzroča Parkinsonovo bolezen. Prepovedal bi dajanje v naše vodovode klor, kloriranje pitne vode. Klor je bojni strup, s katerim so med Prvo svetovno vojno pobijali vojake. Zahteval bi, da klor nadomestijo s peroksidom, to se pravi dva atoma vodika in en atom kisika, tako kot to počnejo že v mnogih drugih državah. Zahteval bi prenehanje zastrupljanje naše hrane z glifosatom in drugimi strupi, ki povzročajo raka pri ljudeh in živalih. Vemo, da je v Evropi vse povsod prepovedan strup glifosat, razen pri nas, kjer ne samo, da ni prepovedan, ampak se ga tudi proizvaja. Zahteval bi odgovornost politikov, ki so bili vpleteni v vse korupcijske zadeve okoli mask, okoli cepiv, okoli teh PCR in drugih testov in pa tudi nabavo vseh teh PCR in ostalih COVID cepiv, ker smo za to porabili več kot 100 milijonov evrov in imamo ne vem koliko ogromno, mislim več kot par milijonov preveč teh cepiv. Torej, tisti ljudje, ki so vpleteni, vsi, ki so bili vpleteni v te nečedne posle, ki so dobivali korupcije in podkupnine, bi zahteval, da se pravosodni sistem spravi na njih in da zahteva odgovornost, njihovo odgovornost, ker doslej praktično še nihče od politikantov in ostalih ni odgovarjal za te zločine in pa ta kriminal, ki ga izvajajo nad
nami. Stojan, Evo, to bi bilo, ja. ja, Stojan, kako ti gledaš, tle si prej lepo povedal, da se nekateri odločijo za funkcijo, za kandidiranje predsednika, kadar se izplača. Mislim, boljše ne bi mogel definirati stvari, kot si povedal, ker to se že z letala vidi, a ne, pri določenih kandidatih namen in namera. Jaz celo vidim tukaj dve plasti oziroma dva nivoja kandidatov za predsednika Slovenije, in sicer vsi tisti, ki so vpleteni, ukvačkani v državno upravo, politiko, gospodarstvo, sodstvo in tako naprej, da ne govorim, in pa seveda izbrani ljudje izmed ljudi, ki so državljani in nimajo teh vizij, teh nitk, ne. Kaj ti meniš na dejanje našega veleposlanika v New Yorku, ki je protestiral, da se je tam oglaševala depeša, da morajo Pirc Musarjevi dajati podporo pisno, a ne, na ambasadi in tako naprej, in s tem je človek izgubil delovno mesto, ki je pošten naredil. Se pravi, danes je narobe svet. Če narediš nekaj pošteno po vesti, izgubiš službo, izgubiš, te diskriminirajo, to je kot nek fake news, ki ti vzamejo račun, te deplatformirajo in tako naprej. Tako da, daj to mnenje še malo me zanima, a ne, hkrati pa tudi tukaj, zakaj je ravno Ministrstvo za notranje zadeve Pirc Musarjevi za njo razposlalo po državni upravi, a ne, da morajo, da je bilo tam razobešeno za njo podpore dajati. Jaz zelo težko to gledam in me zelo boli. Ja, vedeti moramo eno stvar, že ob prejšnjih volitvah, a ne, ko je bil izvoljen Borut Pahor, recimo, ko si prišel na pravno enoto po ta listek, so tam že bili listki, kjer je že bil natiskan kandidat, se pravi Borut Pahor. Koliko so ljudje prišli, recimo, ne, to se jaz opazil, jaz sem tudi urgiral, pač tam na upravni enoti, zakaj to tako je, zakaj so tam v bistvu te glasovnice, kjer je že piše Borut Pahor, so oni rekli pač, da oni niso to dali, da je nekdo pač dal in da oni niso odgovorni za to, a ne. Zdaj seveda verjamem, da so se oni zlagali in da oni bi morali dejansko to odstraniti, a ne. Zdaj, zakaj je gospa Pirc Musarjeva, zakaj jo dejansko porivajo naprej, zdaj tale doktor kirurg Brecelj, on je to povedal, da gre pravzaprav za podporo Milana Kučana in da je Milan Kučan tisti, ki forsira Natašo Pirc Musar. Ja, oprosti, kakšno funkcijo pa ta gospod ima drugo, kot da je v penziji in uživa svojo prejšnjo funkcijo? Kaj se ima ta gospod? V redu, ima vsa čast, bil je predsednik države, tako kot drugi. Kaj ima on tle za početi, pa vpliva? Ja, torej, mislim, zdaj ne vem, koliko od vas to ve, da je Milan Kučan je malteški vitez in da ga je v to viteštvo povzdignil sam papež Vojtila. Obstajajo slike, kjer je tudi izročil. Ampak to mu ne daja, to mu nobene pristojnosti ne daja. Ti ljudje pri nas naj imajo svoje društvo, naj imajo svoja pravila in naj se igrajo svojo igro. Kar se pa tiče tega, pa nimajo pravice niti zakonske podlage, da se vtikajo ne v zunanje ministrstvo, ne v državno upravo in ne v predsedniške volitve. Se močno strinjam s tabo, samo pač moramo vedeti, da pri nas imamo dvojni sistem, da dejansko gre za podjetje Republika Slovenija, ki je pač odvisna od te medameriške korporacije, in katere člani ne odgovarjajo niti kazensko za njihove kriminal
In dejansko gre za ta, kot sem rekel, dvojni sistem. Se pravi, medtem ko mi, državljani, pa smo deležni samo v primeru kaznovanja, davkov in tako naprej, medtem ko oni pa tisti izvoljeni v narekovajih, pa lahko počnejo kar hočejo, lahko delajo kriminalna dejanja, ne odgovarjajo, njim treba plačevati davkov, recimo, kaj sem navedel že zadnjič, recimo Jankoviča, ki je državi davkariji dolžen bil 29 milijonov, pa so mu lepo to skenslali, meni pa, ker nisem plačal popravila z dimnika, pa so se spravili na mene z izvršbo na mojo nepremičnino, na moj dom. Koliko je to bilo? 12 evrov, ali koliko si imel? 12 evrov, ali koliko si imel? 12 evrov, točno 12 evrov. Jaz sem jih upozoril tega upravnika, ker nisem mogel kurta, mislim, so mi zamašili dimnik in sem upozoril tega upravnika, da bom plačal to, in da samo da ne oni popravijo to, da bom lahko kuril. Seveda on ni nič to naredil, ampak je takoj sprožil izvršbo. Jaz sem dal ugovor na sodišče. Sodišče je zavrnilo moj ugovor z razlogom, da ni moj ugovor strokovno, pravno, pravilno zapisan. Vse ne gre za to, na sodišču morajo gledati vsebinsko, ne pa če človek laika. Točno to, tudi jaz sem to njim pa to povedal, ampak oni pač, ker je ta mafija pač povezana, mislim, ogromno ljudi, mislim, je poceni izgubilo svoje domove, ker ta mafija, mi smo dali pobudo, da se te izvršbe za stanovanja nepremičninske ne izvršujejo za vsote, ki so manjše od 1000 evrov. Mislim, to smo naslovili in to mislim, da je bil takrat tudi Pahor še predsednik. In mislim, da se jaz obrnil na njega in on potem mene napotil na ministrstvo pravosodno, mislim, da na pravosodno ministrstvo, jaz sem se pol glasil. V glavnem so me pol šetali od ene do druge pač institucije, kot je njihova navada, da se te rešijo, ne da ti pomagajo, kar pomeni, mi vsi vemo, da oni niso v službi ljudstva, ampak so samo sami sebi namen in pa tej mafiji. Se pravi, večkrat sem omenil, da en italijanski mafijaški več let preživel v Sloveniji, javno izjavil, da je Slovenija mafijska država. Ja, se strinjam. Naši so to zanikali, kao da ni, ampak dobro, mislim, če on to izjavil, očitno, da ja. Veš kaj, teh par minut, kolikor nam je še ostalo, 6-7 minut, se pravi, kadar se izplača in zgleda, da se tudi za 12 evrov državi izplača kuverto poslati pa pisati, kar je dražje z povratnico pošiljati in ves del, kolikor tisto, kar si dolžen, tako da v bistvu to je nonsens. Kar se pa 104. Absolutno je, mislim, mene ta izvršba stala več kot 1000 evrov, ker potem pridejo cenilci, pridejo razni, ki pol to, in pa vsi tisti rubežniki, in se vedno, ko pridejo to, potem vse to stane, in potem seveda še pravni stroški, pa advokat, pa tako naprej, in to takoj pride čez 1000 evrov. Vemo za ta primer Vaskrskiča, in v tem primeru njemu so vrnili. Za 300 evrov je bilo, za 300 evrov so mu hišo vzela. Tako, nihče pa ni odgovarjal. Mislim, to je tista bistvena stvar, da v mafijski državi nihče od politikantov ali ljudi, ki so na nekih položajih, ne odgovarja. Stojan, prej smo se z gospodom Ludvikom tukaj že pogovarjali okoli 26. člena ustave, ki ima 2 odstavka. V prvem odstavku pač mora država pokriti stroške, ki nastanejo zaradi kršitev človekovih pravic in drugih kršitev zakona, ustave in mednarodnih predpisov in pogodb. Drugi odstavek pa, kolikor se spomnim, pravi, da je pač za odškodnino lahko tudi osebo,
tožiš in od tistega, ki ti je direktno škodo povzročil, od njega zahtevaš odškodnino. Se pravi, to sta dve stvari. Ko se spravi še enkrat na ta nivo, ker ustava dejansko, mislim, je dobra, ampak glej, pri nas sploh ne da ne poznajo, za njih je to zdajle zadnje 2 leti in pol, 3 leta, ker toliko trobimo v ustavi, si je mogoče šel malo kdo pogledat in se malo stresel, ko je videl, kaj noter piše, ljudje se zaveščajo in jaz sem prepričan, tako kot zdaj tukaj sedim in se pogovarjava, da bo prej ali slej prišla tista kritična masa, ki bo toliko zavestila te stvari, da boš lahko uveljavljal tudi osebno odgovornost tistega, ki je odgovoren za to, kar se dogaja. Verjamem pa, da je sistem tako kruto narejen. Jaz imam tukaj vsak teden ne vem koliko ljudi, ki pridejo ravno zaradi rubežev. To pobirajo z računov in kradejo, to je res mafijska država. In ti dobiš od davčne uprave navadno pismo. Pazi, počečkano, napisan gor vse, dejansko ti pride pa navadno pismo v kuverto noter in ti skozi to kuverto ne moreš, kaj boš naredil s tem. Ne moreš se niti pritožiti, če pa ne odgovoriš, ti grejo pa kar na račun in dejansko samo spilijo z računa. Kar se tiče ustave in 104. člena, ko si prej lepo povedal za predsednike, kaj bi še ti na koncu svetoval samemu sebi kot kandidat in vsem ostalim, kje bi bilo treba še kaj razen duhovno in pravno stvari pogledati, a ne pa da ne gre za to, ker se to splača, ampak za to, da služiš narodu, a ne? Ja, prvo kot prvo, jaz praktično že odkar smo vstopili v NATO, že Aha. Stojan, ok, slišimo, ja, v redu je. Ja, se pravi, odkar smo vstopili v NATO, dejansko, jaz sem dejansko bil proti vstopu v NATO, in se pravi, odkar smo v NATO, smo dejansko izgubili suverenost in se pravi ta 3.a člen, ki je v totalnem nasprotju z 3. členom, ki pravi, da ima oblast v Sloveniji ljudstvo, kar je seveda totalna laž. Ljudstvo absolutno v Sloveniji nima nobene oblasti. To vemo, dejansko je korporacija ali pa rečemo podjetje Slovenija d.o.o. je tisto, ki ima oblast v... Te lahko za eno sekundo ustavim. Veš, kje ima ljudstvo oblast v ustavi? Nadzor države sega samo do 144. člena ustave, ok? In tam se zaključi nadzor države. Državni organi nadzirajo lokalne skupnosti. V 145. členu pa smo državljani, ki se imamo pravico združevati, nismo več prebivalci, smo državljani, kjer imamo to zavest, lahko se združujemo v društva, formalna ali neformalna, in lahko delamo tudi stvari iz državne pristojnosti. In tukaj je naša moč. Ampak v združevanju država pa seveda naredi vse, da razbije skupnosti, da razbije ljudje, ki se združujemo na subverziven način in potem je seveda težko, ker se sami med sabo začnemo kregati. Saj je itak znano, da pridejo v bistvu, da pride na 3 Slovence pride en policaj in en vohun. Zdaj, ko je pa tehnologija, je pa še hujš. Tako da tle je neka oblast ljudstva se da narediti, v 3. členu si je to povedan, ampak tam v 145. členu se pa da to praktično izvesti. Ja, pravosodni sistem dejansko ne deluje. Ustavno sodišče je dopustilo v teh 2 letih koronafašizma, da se vsi ti podzakonski akti in ukrepi, da jih je Janševa vlada lahko uveljavljala in je dejansko, ki so bili v popolnem nasprotju z veliko ustavnimi členi in dejansko tukaj se je praktično pokazalo, kje dejansko mi smo. Ja.
Ja, no, torej jaz sem za takojšnjo ali čim prejšnjo, da čim prej izstopimo iz organizacije NATO, ki nas zastruplja in ubija. To je ena stvar. Druga stvar, absolutno sem za to, da Slovenija izstopi iz Evropske unije, ki je fašistična korporacija pod vodstvom Klausa Schwaba in ostalih Rothschildov. To je nujno. In pa tretja stvar, pač spet uvedbo naše denarne enote tolar. Dragi Stojan, svoj denar. Dragi Stojan, evo, iskrena hvala za tvoje javljanje, za ves tvoj napor in za vse te čudovite napotke. Jaz se ti iskreno zahvaljujem, tako da evo še pozdravno besedo, pa zaključno misel, potem gremo pa s programom naprej. Ja, torej vsak od nas, kot sem že v uvodu povedal, vsak od nas je na tej zemlji predstavnik Boga. Vsak od nas je bil poslan na to obličje te zemlje kot božji namestnik. Mi vsi smo božji namestniki. In naše misli in besede in dejanja so lahko njegova volja, se pravi volja Boga. Vemo, da je Bog ljubezen, vemo, da je Bog resnica, vemo, da je Bog sočutje in vedno, da je Bog dobrota. Dejansko vse, kar nam narava nam daje zastonj. Bog nam daje to. Mi dejansko ničesar nimamo. Brez vsega smo prišli v ta svet in brez vsega bomo odšli z tega sveta. Naša duša je neumrljiva, ampak naša dejanja bodo po naši smrti, bomo jih mi podoživeli. Zaradi tega jaz vsem svetujem, tudi drugim kandidatom, bodite dobri, bodite srčni, bodite resnicoljubni, bodite v miru sami s sabo in z okolico okoli vas. Bodite to, kar v resnici ste, zaradi tega, ker vsak od nas je en delček tega Boga, vsak od nas je en delček te ljubezni. In enostavno to je to sporočilo, ki ga vsakemu polagam na srce. Odločite se po svoji intuiciji. Odločite se po svoji intuiciji, ker skozi srce vam Bog sporoča, kako in kaj. Dajte, obrnite se vase, prisluhnite sami sebi. Evo to. Dragi Stojan, iskrena hvala. Se slišimo. Hvala. Ja. Hvala tudi tebi in vsem ostalim, ki ste mi prisluhnili. Hvala. Lepo bodi, hvala, srečno. Enako, hvala. Tako, torej Stojan je to zelo intenzivno se pripravil. Jaz predlagam 2 minuti pa pol kratke pauze, potem pa bom pred kamero povabil našega gosta, Ludvika Poljanca. Tako da prosim, evo, zdaj recimo 3 minute pauzice in nadaljujemo s programom.